Živijo, lep pozdrav vsem, podcast Akt, Maj Zvezdana in danes sem poseben gost, ki se ga moram reči, da res veselim, ker sem ga kar en let že gledam njegovo delo, poslušam, kaj govori in mi je pred enim pol leta sem začutila tisto željo, še ko sem imela svoje oddaje, da bi ga povabila, da bi ga vprašala tiste stvari, ki me najbolj zanimajo. Z nami je danes Robert Golob. In zelo sem vesela, počaščena. Robert, midva sva se dogovarjala za ta pogovor že kar nekaj časa. Glej, kako je, a je to usoda ali je to naključje, kako se zdaj na zelenem kavču znajdeš o tem, da boš govoril o zelenem, tisto, kar me je pravzaprav najbolj zanimalo v začetku, ko sem slišala zate. Najprej sem se zataknila, se vidiš, mi živimo sredi zelenega, ne? In me seveda vse, kar je zeleno in kar seže dlje čez vsa ta vsakdanja vprašanja za prihodnost, ne, ker me ne skrbi. Želim si, da bi to ohranili, da bi se tega zavedali, tega bogatstva. Seveda sem se takoj zataknila za besedo zelena energija, ne. In ko sem brala, pa tisto, kar sem ujela, jaz ti moram popraviti, mislim, kar tikamo, ne, Maj? Jaz ne vem, če bom zmogel, no. Jaz ne morem obljubati. Ni panike. Kakor kdo želi. No, jaz bi pa se tikala, ker se mi zdi, da je... Samo da prekinem, jaz sem zraven, to ni Zvezdana, ne sam govori to, ampak jaz tudi že poslušam to zadnje pol leta. In celo danes je prvič Robert mami šla frizerju za gosta, odkar imava Akt. Tako da sem tukaj, da lahko potrdim te tvoje besede, no. No, ampak gremo naprej na zeleno. No, jaz sem si takrat namreč zelo me nekaj zanima in se mi zdi, da zdaj, ko sem rekla, da prihajaš, sem ljudi spraševala, če vejo, kaj je to zelena energija, kaj to konkretno pomeni. Ne vemo. Mi pravzaprav si ne znamo čisto dobro predstavljati, se pravi, kaj je genij, kaj si ti tam delal oziroma kakšno vizijo si imel. A veš, tako da bomo mi razumeli, zakaj gre, ne? To me zanima. Ok. Po svoje je škoda, ker se nismo dobili dejansko pred 6 meseci, Ja, ker bi še bolj zaneseno lahko govoril o zeleni energiji, zelenih politikah. Na drugi strani bi pa lahko bil malo bolj sproščen. Zdaj ne morem biti tako sproščen, kot bi lahko bil takrat. To je plus in minus. Ja. Okay, ampak v Geniju smo si že pred leti, mislim, da je bilo 2016 na začetku mandata, zastavili načrt, vizijo, da bomo firmo preoblikovali v moderno energetsko podjetje. Kaj to pomeni? Do takrat smo bili trgovci, mednarodni trgovci z energijo in bili smo dobavitelji energije. Ampak ta del je bil odličen za posel in nam je šlo super. Je pa mogoče nam manjkalo, temu rekel, malo za dušo. Aha. In v 2016 smo se lotili zares temeljito novega programa, popolnoma novega programa, ki smo ga imeli Genij Sonce. In to je bil v bistvu načrt, kako se in tehnološko in tudi poslovno pripravimo, da take produkte, take tehnologije, ki lahko vsakomur omogočijo, da se samo oskrbuje. Pravi, naš cilj je bil zelena samooskrba. To lahko rečemo kar sončna samooskrba, ampak samooskrba. Ta cilj ni samo zelen, ker v primeru sončne samooskrbe v resnici ubiješ 3 muhe na en mah. Eno je, da si ogljični odtis zmanjšaš in ne obremenjuješ okolja. Ampak še bolj pomembno, ali pa skoraj enako pomembno je, da s tem v resnici prevzameš v svoje roke tudi to, po kakšni ceni boš imel električno energijo in vso energijo, ker kar naenkrat nisi odvisen ne od Arabcev, ne od Rusov, ne od plina, ne od ničesar, ki imaš svojo elektrarno na svoji strehi in te nič druga skrbi. In tretja stvar je, da je možno elektrificirati vso porabo. Res je, da nekateri se grejemo na plin, ali pa so se greli, drugi na drva, ampak vozimo se na nafto ali benzin, ampak v resnici v naslednjih 10 letih bomo vso svojo porabo energije, tisto, kar bo hotel, lahko spravil na elektriko. In potem spet prijemo na sonce in kar naenkrat postaneš dejansko samozadosten. Plus, to pa vem, da je za dame pomembno, ker je bilo pri nas doma podobno, sploh če živiš na deželi, včasih zmanjka elektrike, ker pade omrežje. No in če si dodamo poleg elektrarne še baterijo ali pa ko bojo električni avtomobili odklenjeni, bomo lahko uporabljali električni avto za shranjevalnik, si dejansko
popolnoma neodvisen tudi. Spravi, si neodvisen cenovno in neodvisen si tudi z vidika sistema. Ja. Ampak kje pa pol firma profit naredi? To vprašanje smo dobivali na začetku, zelo, v smislu, čak vi živite od prodaje elektrike ljudem, ni glih tako. Mi živimo, podjetje naredi 90% prihodkov in 100% dobička v tujini, mednarodno trgovanje. Vse ostalo je za nas poslanstvo. Tudi danes, ko dobavljamo električno energijo in plin v Sloveniji, to delamo zato, ker hočemo en del naših dobičkov prenesti do ljudi. In pri sončni energiji je podobno. Seveda ne delamo z minusom, zakaj pa bi? Ja. Ampak poanta je bila razviti tak poslovni model, ki bo v resnici vzdržen za nas na dolgi rok, ne z vidika maksimizacije dobička, ampak vzdržen in na drugi strani bo za ljudi tudi atraktiven. Se bo slišalo, ampak sem v takem kraju si lahko prvoščim. Se bo slišalo malo čudno, ampak takrat, ko smo mi rekli, celo podjetje je na poti zelene transformacije, so celo trgovci, ki so se prej spraševali, a mi delamo samo za denar, dobili svoje poslanstvo, ker so ugotovili, da oni s svojim trgovanjem, kjerkoli že, pomagajo financirati programe zelene preobrazbe. In je z vidika poslanstva in identifikacije vseh zaposlenih s podjetjem, v katerem delajo, to je šlo gor za 100%. Od takrat naprej smo dvakrat zmagali na zlati niti, naprimer, v 3 letih. Ampak ravno, jaz si upam trditi, tudi zaradi tega, ker smo uvedli kulturo vrlin in tako naprej, ampak si upam trditi, da tudi s tem, ker smo osmislili ljudem, hodim v službo, ne samo zaradi denarja in ne zato, da delam dobičke v trgovanju za ne vemo koga, ampak ker potem še te dobičke v enem delu prelijemo ljudem skozi nižjo ceno, hkrati pa omogočamo zeleno transformacijo, kar naenkrat se tudi meni, ko postaneš ponosen, kaj počneš. Pravi, ne hodiš več v službo, čeprav se sliši to čudno, ampak je resnično, ne hodiš več v službo zato, da boš tam dobil plačo, ampak zato, ker si ponosen na to, kar ustvarjaš. In to pol z velikim veseljem dobiš. Ja, in še dobro nam gre in še služimo zraven. To ne bom znač krivo, ker je čista resnica. Ponavadi gre tako, tudi ker se dobro počutiš, ko se točno, še pol obilje. ko se kocke zložijo, se potem stvari same od sebe odpirajo in je povezano. Tako da ne gre za klasičen altruizem, ampak gre za to, kako v bistvu zmotivirati in osmisliti eno delovanje širšega kolektiva. No? No, se to... Ker jaz sem spremljal z Matejem, Kalanom, ki so sodelavca, sva spremljala od Genija tisto zadnjo konferenco, kako se že reče, in sem bil prav presenečen, ker sem slišal, kako so pismo ti napisali. In se mi zdi, takrat sem prav začutil, tako, ker to se meni kot mlademu človeku, podjetniku in tako, to v bistvu temu razmišljamo in je lepo je slišati, da v bistvu vi ste to že naredili. Ker mladi, naprimer moji sinovi pa njihovi prijatelji, jaz sem postala pozorna, jaz sem še iz tistih časov, pač socialističnih časov, kjer je to bilo normalno, da... Si šel na šiht. Ja, ne? Se nisi spraševal, kaj tam počneš. Ja, ampak in oni pa naprimer danes tudi, ko sanjajo naprimer o svojih firmah in tako, večkrat slišim, da rečejo, da oni bojo za svoje delavce poskrbeli, da bojo zadovoljni, ne? Absolutno. Mislim, jaz zaradi tega, ker sem delal zbil veliko časa in sem vem, kaj pomeni 9 to 5 in kaj pomeni točno tako, da si rekel, da greš z veseljem v službo. Tiste službe, tudi če sem dobil manj denarja, sem bil vesel, ampak vem pa, da to, da ko prideš na ših, da imaš namen, ne? In da ko prideš domov, da imaš za kruh in za počitnice 2-krat, 3-krat na let, si srečen človek, se kaj več rabiš, ne? In to je vam, se pravi, to vem, da je tebi oziroma vam tam v Geniju uspel, ne? Da so bili ljudje zadovoljni. To je tisto, kar smo najbolj ponosni. Ne, da smo bili tam zato, da bi samo dobiček, pa še lastnik je v pretežni meri tako država, tako da je z tega vidika to manj pomembno, ampak zaradi tega, ker smo bili ponosni na to, kaj počnemo. In ko si šel kamorkoli, kjerkoli, si bil ponosen, da si rekel, jaz sem z Genija in pa so bili si, mi smo pri vas. Tudi to je najlepše, da smo uspeli celo z večino strank razviti ta odnos skupnosti, v katerem so bile tudi stranke ponosne, da so pri nas. Spravi, ni bilo več tisto, se elektrika, koha briga, ki je. Tisti, ki je bil na Geniju ali pa sploh, ki je kupil sončno elektrarno, so vsi, ko je bila prilika, to s ponosom delili z nami. In to je tak res lep top odnos, ki ga imaš pol z ljudmi, ko vidiš, da narediš stvari, zaradi katerih se oni počutijo boljše, ti počutiš boljše. In kje se je pol mislim, predem bom rekla, kje se je zalomilo. Vi ste tudi tam, primer, v enem trenutku, Genij ni podražil elektrike. Še zmeri ne.
Še zmeraj ne. Ja, no, zakaj oni ne? Zdaj pa, mislim, to ves čas ne razumem, zakaj so eni morali podražiti, geni pa ne. Zato, ker mi znamo, oni pa ne. Zakaj mi znamo? Zato, ker imamo najboljše ljudi. Zakaj imamo najboljše ljudi in največ znanja? Ker samo dve stvari sta. Ker vlagamo na polno v razvoj, ves čas. In zakaj imamo najboljše ljudi? Ker hočejo vsi pri nas delati, ker so najboljši. Meni je ena vaša prijateljica rekla, da si ti človek, ki se pravi, znaš vizijo videti oziroma ustvariti v konkretno. Ne? Jaz kot igralka to zelo cenim in mislim, da tudi tu drugi ljudje slišimo na to. Ne? Mi imamo milijon idej, govorimo od jutra do večera, ko je pa treba to res uresničiti, nam pa zmanjka. Ne? In zdaj tle prijemo do kontrasta med mojim prejšnjim življenjem, poslovnim in političnim. Ker v poslovnem velja rek, ideje milijoni so zastonj. Ja. Ker vsak lahko generira milijon idej, ampak v poslu je to nepomembno, ker vse, kar šteje pri poslu, je realizacija. V politiki, odkar zdaj se ukvarjam, nobenega ne zanima realizacija, vsi samo tekmujejo v temu, da znotraj enega dneva natrosijo čim več idej, ker itak vejo, da ne bojo nikomor odgovarjali, če jih ne bojo realizirali. To sta dva svetova, ki sta tako daleč narazen, da je prav neverjetno. No? Ampak, a ni država v bistvu na koncu se, jaz sem to pa srečala, mislim, da ko smo delali Miha Rarija, takrat je meni to tako prišlo pravzaprav pred oči. Država smo si izmislili ljudje, vse je država tako kot eno gospodinjstvo, tako kot eno... Kaj pa, če so nam politiki ugrabili državo? Kaj pa, če so nam stranke ugrabile državo? Ja. In si jo politični sistem prilagodili svojim ciljem, ma tudi svojim sposobnostim. In sposobnost je, da čim več govorijo, zato da zakrijejo karkoli. Tako da ni tako enostavno. Seveda se da to obrniti in spremeniti, bo trajalo en čas. Ma morajo biti tudi ljudje na to pripravljeni in si to želeti. In ne, v tem, kar vidimo danes v politiki, je zelo malo ljudi, ki si želi spremembo od tega stanja. No? Zato je tudi, imamo volilni sistem, na primer, ki ga vsi kritiziramo, pa kljub temu ga nismo v 30 letih spremenili. No, to sem tudi hotela vprašati. Mislim, mene moja prijateljica iz Bruslja pravi, da še naprimer danes smo četrtek, v četrtek še vedno niso dobili v tujini, v Bruslju volilnih lističev. In dobili bojo verjetno šele v torek. Mislim, da se to prvič dogaja. Zakaj pa ne gremo, mislim, danes v času digitalizacije, zakaj? Jaz vem, kdo se temu upira, ne? Ne, bom drugače povedal. Kdo edini, prvič, niti me noben medij nikoli ni vprašal na nobenem soočanju okoli digitalnih volitev, smo bilo vprašanja. In sem jaz začel samo o tem govoriti. Jaz sem sam začel o tem govoriti, da naš cilj je, da imamo naslednje volitve digitalne. Tako. Ampak še bolj pomembno je, da vmes digitaliziramo referendumsko odločanje. To je ključno, ker na referendumu je prihajalo v preteklosti do zlorab, ker je en del volilnega telesa, ki je bil discipliniran ali karkoli, se je aktiviral in prišel voliti in je manjšina v resnici uveljavljala svojo voljo. Če uspemo olajšati ljudem, in digitalni kanali so natančno za to, uspemo ljudem olajšati glasovanje na referendumu, potem so lahko referendumi bistveno bolj pogosti. Pa cenejši. Pogosti, cenejši. In ključno je, več ljudi bo glasovalo, kar pomeni, bojo bolj reprezentativni. Ne bo več prihajalo do zlorab z vidika tisti samo, ki je bil prepričan. In za težke družbene teme je to predpogoj, če hočemo res nekaj spreminjati. Recimo, tipičen primer je res volilni sistem. Ne verjamem, da bi se stranke kadarkoli dogovorile za kakršnokoli res vsebinsko spremembo, preko referenduma pa je to možno. Ker na referendumu pa lahko tudi, in kar vidimo zdaj, civilna družba predlaga spremembe. Tega se pa stranke tako bojijo, da vam ne morem povedati. In mi govorimo dosti o civilni družbi, oni so pa v naši zakonodaji se politika izvaja preko strank. In to bo težko, mislim, to me pa res zanima, kako to lahko spremeniš. Jaz vem, da to ne more en sam človek ali pa samo ena stranka, ampak kaj, moramo biti... Začne se pa z enim, ne? Ja, začne se pa z enim, ja. Oziroma, kako se lahko tega lotiš? Ne, lahko ne bo, ampak zdaj pridemo do točke vizije. Najprej moraš postaviti vizijo, potem za to vizijo navdušiš dovolj veliko število ljudi
In potem se staviš ekipo, ki je pripravljena to izvajati. Zdaj se sliši enostavno, ampak to smo naredili na GEN-I-ju. Nekje se je začelo, pa smo eno leto približno pilili vizijo, po enem letu smo rekli, ok, zdaj smo si jo toliko zastavili, da verjamemo, da jo lahko začnemo izvajati. Aha. In ker smo jo toliko časa promovirali, eno leto dni, smo v tem času tudi sestavili ekipe ljudi, ki so verjeli v to. No, in ko smo začeli delati, so se stvari začele odvijati bistveno hitreje, kot smo si mislili. Bom dal res banalen primer, ta je res banalen. Ko sem zaposlil tega, ki je zdaj direktor na GEN-I Sonce, da bo imenoval Gregor, smo mu postavili načrt in on se je držal glavo, Robert, to ni mogoče. Po enem letu je rekel, dobro, ta načrt smo izpolnili še boljše, za drugo leto spet ni mogoče. In zdaj, ko sem odhajal, je rekel, nikoli ne bom pozabil, kako vsako leto je bilo nemogoče in vsako leto smo prebili načrte. Spravi, toliko se da narediti, ko ljudje verjamejo v poslanstvo, da se celo načrti, v katere sami ne verjamejo, ker se jim zdijo nemogoči, jih na koncu izpolnijo, te isti ljudje. Ker poanta ni, da se bojiš načrta, poanta je, da verjameš v poslanstvo. Ja. In politik skoraj da gre samo, ok? Skoraj gre samo. Sem, ko verjameš. Ne, jaz vem, o čem govoriš zaradi tega, ker mi tako vse predstave naredimo oziroma vse projekte. Mi imamo vizijo in mislim, velikokrat se nam zgodi, da mi vidimo, kako bo izgledal in res, ko izgleda. Na koncu koncev tudi vsa nova duhovna znanja temeljijo na tem, da moraš imeti vizijo, ne? Ampak to je pa jasno, ne, da mi živimo v času, ko nihče več nič ne verjame. Ja, COVID in tudi obnašanje naše vlade je k temu strašno pripomoglo, da so ljudje res izgubili zaupanje vsi v vse. Ja, vse. In je kar naenkrat je vse pod vprašajem. In tle bo treba kar neki napora, zato da bomo to vrnili nekam normalno stanje. Ampak bom dal primer. Če bomo probali spet vse ljudi spraviti, da bojo verjeli v vse, je to brez veze in tudi ni smiselno. Če pa najdemo določene skupne točke, jaz teh imenujem te enostavne zmage, skupne točke, okoli katerih lahko združimo dovolj veliko skupino ljudi. Recimo, bom dal primer sončne elektrarne, sem dal banalen primer. Potem lahko na posameznih projektih začneš vračati ljudem zaupanje. Se pravi, rečeš, naredili bomo tole, tukaj nas je zbranih 1000, ki v to verjamemo, zdaj nas pa opazujte eno leto, in boste videli, da bomo presegli vsa pričakovanja. In ko jih dejansko po letu dni presežeš, začnejo tudi ostali ljudje, ki niso sodelovali na projektu, verjeti, da naslednji projekt bo podoben. In s tem večaš, zelo ni nič čez noč, ampak na ta postopni način večaš množico ljudi, ki jih zaupa v vizijo in s tem tudi večaš realizacijo te iste množice. Tako da se da zlagati skoraj kolego kocke in dejansko deluje. Ampak gradualizem je pa pomemben. Je to pol zdrav kapitalizem v bistvu? Ne, za zdrav kapitalizem rabimo pa še nekaj drugega. Za zdrav kapitalizem pa rabiš razčistiti vprašanje lastništva. To nam še ni uspelo, mi smo bili tik pred tem, da smo imeli celo podporo EBRD-ja in podobno, tik pred tem, da bi en del lastništva, manjši del lastništva, GEN-I-ja, prodali, dali na razpolago na eni strani zaposlenim, hkrati pa vsem našim uporabnikom. Da bi vsi naši odjemalci imeli pravico postati lastniki. Da bi res naredili skupnost, ne samo zaposlenih, ker to je en način, ampak tudi uporabnikov. Zato, ker imamo pač množico uporabnikov in na ta način se najboljše prepričaš, da te nihče ne na tvojih ramenih služi, ker si tudi ti so udeleženi in je potem to dosti bolj transparentno. Pa, kot rečeno, ta vlada je poskrbela, da nič od tega ni ratalo, ampak takrat, ko pa uredimo ne samo upravljavski sistem, ne samo razvojni del, pa odnos do zaposlenih, ampak uredimo še odnos do lastništva, ki je lahko celo v veliki meri ostane tudi državen, v drugem delu pa povezan s temi, ki so zaposleni pa uporabniki storitev, takrat prijemo lahko do pravega modela, ki izpremo temu vse deležnike, poveže v celoto. To je ta krog, to je zadnje čase se s tem srečujem. Vsako podjetje, vse, kar začnem opažam, da je in da to v bistvu na nek način ponudbo in povpraševanje ustvarjaš, ne. Pa pol ljudem tudi mogoče jih s tem motiviraš, če je zeleno usmerjeno podjetje, ne. Človek, če je lastnik, se mogoče začne razmišljati o tem. Ne? In kaj je to še zeleno? Se pravi, sončna energija, a je elektrik, mislim, kaj pa misliš o teh jedrskih centralah in o tem, naprimer? Jedrske centrale niso zelene, po moji definiciji, so brezogljične, kar pomeni, da
v nekem trenutku so lahko naravni zaveznik v boju proti podnebnim ciljem, imajo pa precej neznank, preden bomo rekli, aha, to je pa zdaj res ta prava pot. Zdaj lahko gremo zelo v detajle, pa bom prav biti poljuden. Ja. Glavni, niti ni problem, ampak naša teza, moja teza, tudi že v podjetju, pa tudi zdaj je, da imamo tehnologije, kot je sonce, s katerimi lahko poskrbimo za vsa gospodinjstva. Ja. Okay? In pravilno je, da poskrbimo za gospodinjstva in sploh se ne ukvarjamo z drugimi tehnologijami, kar se tiče gospodinjstev. Rabimo shranjevalnike, vse lepo in prav, ampak kot vir je sonce. Potem pa imamo industrijo, ki pa potrebuje drugi tip vira. Ja. Ampak industrija primarno potrebuje vir, ki je dolgoročno zdržen, predvsem pa tudi cenovno dostopen za njih. In pri jedrski danes, zato ker je bil pač razvoj jedrske tehnologije se v zahodni svet ustavil, imamo pri zahodnih ponudnikih veliko dilemo, ali vemo, kakšna bo cena, če začnemo graditi jedrsko. In dokler se to ne razčisti, je vprašanje, če zaskakati na glavo v bazen, ki ne vemo, kakšen je. To ne pomeni, da se to ne bo razčistilo. Recimo, če na tem delamo 3-4 leta, verjamem, da v roku 4 let bomo lahko prišli do točke in rekli, ok, tukaj so parametri za izgradnje nove jedrske elektrarne in upamo si trditi, da jo bomo gradili toliko časa, da nas bo toliko stalo in da bo cena energije iz te elektrarne taka. In potem se postavi vprašanje, ok, industrija, ste pripravljeni po taki ceni na dolgi rok to zakupiti in če je stvar odkljukana, je to smiselno kot vir energije brezogljične, ker je brezogljična, kot vir brezogljične energije za pogon, v tem primeru slovenske industrije. Pri gospodinjstvih je malo drugače, je v resnici dosti bolj enostavno, ker je cenovno gledano se sonce že danes izplača in ne rabiš nič spraševati, samo graditi. Predvsem omrežje je treba ojačati oziroma shranjevalnike, tehnologijo shranjevanja za to, da... Pa se tudi v skupnosti lahko delita od več. Seveda. Ja. Zdaj Zdaj sem se jaz tudi, ker mi bomo tudi šli na to, smo se letos odločali. Ne? Smo že lani razmišljali. Ja. Me pa zanima, naprimer... Tukaj je možno, verjetno. Glede na to, mislim, zdaj meni nekako varno se počutim v tvojih razlagah, veš za česa, ker se mi zdi, da gledaš, se pravi, na državo oziroma na to, kako bomo mi živeli kot na neko firmo, ne? Oziroma, da je tako zelo jasno. V enem delu. V enem delu. Jaz bi rada živela v državi, kjer se ne bi vsak dan s politiko ukvarjala. Jaz bi rada imela, da je lepo vse urejeno. Mislim, vsak dan, ampak meni se zdi prav, meni se zdi, da mi, moja generacija, jaz sem letnik 90, nas so vzgajali, mi nismo imeli pojma o politiki. Jaz se, ko sem bil star tako kajaka, pa ko sem bil 18 let star, jaz nisem šel voliti teh prvič. Ampak so bili časi drugačni. No, ja. Zdaj so bolj nujni časi kot takrat. Ja. No, ampak kljub vsemu, očitno ne, ker se je takrat začelo to, kar imamo zdaj, ne. Ampak, vsi smo se pogovarjali, si ti tudi rekla, ne samo kot podjetje, kot neko celost, kot cel krog. Ja, ampak če imaš ti seveda, če si ti sit, če si ti, se pravi, imaš streho nad glavo in tako naprej, se ti lahko začneš ukvarjati s tistim, kar tebe res zanima. In tako naprej. Namreč mi smo zdaj v zadnjih 30 letih drveli, tako kot cel svet verjetno, v to, da je samo pomembno, da imaš čim več, da vse gledamo skozi denar, se pravi, zdravje gre skozi denar, kultura celo gre skozi denar, vse gre skozi denar, kultura se ne splača, kdo bo vas bo gledal, mislim, vi ste itak lenuhi. Mi smo se pravi, spet nek denar, ker mi ne zaslužimo denarja, ne vem koliko, ne, oziroma se moramo pokriti, ne, ali nekaj vse to, jaz bi rada, da bi ljudje znali in če bomo imeli, se pravi, osnovo, ne, da smo siti, in tako, se pravi, siti, da imamo streho nad glavo, da se lahko ukvarjamo s tistim, kar je pravzaprav najbolj pomembno, ne. Se meni noben dan ne bo na koncu nič pomagal, če jaz sem nezadovoljna, pa jezna ves čas na enega, ne. In to spet na enega, ker imam občutek, da nič ne moram narediti, ker je tam nekje visoko in daleč. Do zdaj nihče ne mogo še nič narediti. Ja, no, to so tudi, ne. A ni na nek način. V resnici si vsi ljudje, želimo to, da bi imeli čim manj opravka s politiko, da se nam ne bi bilo treba s tem ukvarjati in da bi država in predvsem javne storitve funkcionirale. Ja. To je tisto, kar si vsi želimo. Spravi, zakaj bi se mi zdaj morali z njo ukvarjati?
Potem se pa zgodi lih obratno, da pa politika poskrbi, ne, da se moramo z njimi ukvarjati, zato ker se ves čas kreha. Ja. In nas celo zasuva ves čas sovražnih govorov med sabo in kreharijo, ustvarja strah in celo jezo. In točka, po kateri, ki bi si jo pa, jaz verjamem, da si večina ljudi najbolj želi, je, ok, ste politiki, vam zaupa, smo vam dali mandat, zdaj poskrbite, da boste to, za kar ste mandat dobili, izpolnili, da bomo lahko mi na vas pozabili, ne v negativnem smislu, ker vam nič ne moremo, ampak ker vemo, da smo v dobrih rokah. Ja, ma to je zdaj taka utopija v Sloveniji. Ne? Kaj pa Ja. sorry, ko prekinjam, ampak kaj pa polno pregovor, ne? Kako že pravi, težki časi ustvarjajo dobre ljudi, ne? Oziroma mehke. V angleščini znam Ja, povedati, a veš to? dobre ljudi, Hard moške, times ne? create good men create good times create bad men, ne? Oziroma tako ta krog. Ja, je res to. Res je to, da če hočemo iz teh časov, ki so, pa ne zdaj samo v Sloveniji, splošno, zunanje okoliščine so res, smo imeli COVID, imamo vojno in posledice ne bojo šle mimo. Ne covida, ne vojne. Pa če se COVID danes konča in vojna danes konča, bojo posledice še 3-5 let lahko in pri nekaterih še dlje. In pri covidu bojo posledice in na zdravju, ker se ni zdravilo ljudi v tem času, bomo imeli zgodne smrti, bomo imeli invalide, ki so nepotrebni, strašen izziv imamo na duševnem zdravju. To vseh generacij, mladi se moče tega najbolj zavedajo, ker se je prvič pojavilo tudi v mladih generacijah. Pa jaz verjamem, da je COVID na duševno zdravje vplival na vse generacije, sem da ostali ne upamo toliko povedati kot mladi, ki se prvič s tem soočajo. In na drugi strani bomo imeli ukrajinsko krizo, ki je nepovratno spremenila 40-letno partnerstvo med Nemčijo in Rusijo na temo oskrbe Evrope z energenti. Konec je, tega ne bo več. Ampak Nemčija je cel svoj industrijski model gospodarski zgradila na temu. In v Nemčiji je danes govora o deindustrializaciji, kar pomeni, da bojo morali opustiti večino svoje predelovalne industrije težke, ker ne bojo več imeli energentov. Zakaj? Zato, ker prijemo do cen, ker super, da bojo Američani dobavljali Evropi plin, pa super, da se bojo Katarci, pa ne vem kje, ampak cena, to, da so zdaj kupovali iz Rusije, ni bilo naključno, ampak je bila stvar cene. Zdaj bo pa cena 3-kratnik tega, kar je bila prej. In te industrije ne preživijo 3-kratnika vhodnega stroška. In tudi v Sloveniji bomo imeli ta izziv že jeseni. Ampak mogoče pa je to tudi lahko gledamo. Točno tako. In zato pravim, smo prišli do časov, ki zahtevajo hitro ukrepanje. Ker kdor misli, da bo šli časi mimo, se moti, in kdor misli, da se bo ta problem sam od sebe iznihal ali uredil, se zelo moti. In zdaj se bojo postavljala res nova pravila na globalnem nivoju, kdo bojo zmagovalci in kdo poraženci do leta 2030. Tisti, ki se bo hitreje prestrukturiral, hitreje zagrabil priložnosti, po domače, spravim, kdo bo začel prvi zares trajnostno v celoti živeti, to je prava rešitev. Ne zatekanje se v stare vzorce nazaj, ker ne bo plina, bomo obudili premog. Ne, prosim lepo, tako razmišljajo sedanji na vladi. Ampak ne, ker ne bo plina, moramo pojačati brezogljične vire. Pa ne izključujem jedrske. Če bo cenovno ugodna in tako naprej, da. Ampak moramo iti pospešeno, hitreje moramo iti zdaj, ker plina ne bo. Jaz sem skoraj prepričan, da že jeseni ne bo več ruskega plina v Evropi, čeprav se o tem ne govori, ampak kot kazen Rusiji za to agresijo je skoraj gotovo, da bo cela Evropska unija sprejela embargo na plin. Zdaj čakajo, da se konča, da prije poletje, da probajo napolniti čim bolj rezervarje in potem mislim, da bo šli na jesen. To je moja špekulacija, glede na cene in kaj delajo mednarodni trgi danes, kako cene rasejo, sem prepričan, da je ta špekulacija zelo verjetna. Pa se tudi logična. In seveda je tudi z vidika vseh ostalih presoj logična, ampak to potegne za sabo, da bo plin jeseni dražji za 3-krat, v primerjavi zdaj z prejšnjo zimo, električna energija tudi 2-krat in to celo vrsto industrij, tudi v Sloveniji, ki danes temeljijo na poceni energentih, spravi ven iz številk, ki so vzdržne poslovno. In če se tega ne zavedamo in si zatiskamo oči, potem se bomo čudili, zakaj je, zdaj bom dal primer Revoza, zakaj je Revoz kar naenkrat opušča proizvodnjo in ali jo bo še sploh imel. Pa ta je najmanj viden, ampak je pa realen na svoj način. In
To pa po industriji zdaj mi je začelo se svideti, kako je to. Ja, jaz korona in to so pa tako udarili po industriji. Mislim, sploh si ne predstavljam, zdaj si mi dal zamisel. Da smo tako šli v ne, take ne, vode, In poanta ni, da hočem jaz zdaj prodajati črno prihodnost, Ne, poanta saj sem je, če hotel- znamo napovedati Saj jaz- izzive prihodnosti in če smo prvi, ki na nje reagiramo, potem se bomo zvlekli. Če pa si zatiskamo oči, da prihodnost je lepa, da se nam ne bo zgodilo, pol nas bo pa zadelo, ko bo prepozno, ko bodo vsi poskrbeli zase, mi se bomo pa gledali, od kje bomo pa kaj dobili in kje bomo dobili denar, da bomo delovna mesta vzdrževali, ne bomo jih mogli. Ne, pa mi smo tako majhni, da bi mi res lahko hitro odreagirali. Poleg tega, jaz v tem ne vidim take teme, tudi ne zaradi tega se bomo pač na kaj drugega obrnili. Vse to se v življenju enkrat gor, enkrat dol, enkrat levo, desno. Saj se da. Ne? Saj se da. Dobra novica je, da imamo ogromnega denarja v Sloveniji, Ja. privarčevanega. To je edina dobra posledica COVID-a, je, da smo vsi varčevali Ja. in da imamo danes denar na bankah in torej prijemo do tega, kako se zdaj iz industrijskega modela iz prejšnjega stoletja izvid, tako da ta denar, ki je na bankah, skozi ustrezne naložbene priložnosti, a so to stanovanja, a so to sončne elektrarne in podobno, aktiviramo zato, da začne generirati vrednost. Ker danes je ne generira. Danes je na banki in je, lahko je imenuje speči kapital, ima predvsem ne ustvarja nove vrednosti. Če sem se kaj v poslu naučil, in to je tudi ena od razlik, zakaj je GEN-I uspešen napram komu drugemu, v poslu je vse odvisno od tega, kako hitro vrtiš kapital. Razlika med nami in med ostalimi dobavitelji je, da mi 6-krat obrnemo hitreje denar kot oni. In potem lahko seveda od manjšo maržo imaš, ki so nam govorili, da imate majhne marže. Škoda, če imamo majhne marže, pa da ima dobiček do velik. Ker smo pač večkrat obrnili isti denar kot ostali. Sem ti govoril, se spomniš, kaj pred parimi dnevi sem ti govoril, ko sem se pogovarjala o Reikiju, mi smo zdaj delava sem se z mami v foru zadnje 2 leti. In, Ja, Reiki druge stopnje sva naredila, ne? Sem zdravilca in sem se zadnjič pogovarjal, kje sem bil na skošu, sem se s kolegom pogovarjal o denarju. Jaz sem imel vedno probleme z denarjem. Jaz sem ta generacija, kjer ni bilo čisto nič. Z denarjem pa s šolo si imel probleme. To sem Tom Popolo vprašal. Sem slišal, da si tudi šprical. V glavnem, ne, kako je pomembno. Jaz sem, Robert je končal faks, veš? Kaj si še včeraj rekla, kaj sem jaz končal? Ja, življenjski. No, Mislim, a veš, lahko potem rečemo. Ne? Zanimivo je, ker sem ti tudi rekel, da ko sem bral malo o tebi, sem videl, da imamo zelo podobno način razmišljanja. Ne? Venem se pa najdemo, nekje smo prebrali, to je moto naše družine. Nemogoče je mogoče. Ja. No, v glavnem, ta pritočnost denarja, to kako je pomembno. Jaz sem se pogovarjal o enih bioenergetikih, ki jih vidim, da so dobri ljudje, pa pritočni, pa tako, ampak čutiš, da ga pa s časom ga pa začne neki žreti. Ne? In to je zato, ker se mi zdi, da denar, kapital sedi nekje. Ne? In da bi mogli to kulturo pametnega zapravljanja oziroma investicij, da bi mogli to bolj malo... Naložbenja. Ker zapravljanje nikoli ni pametno. Okay. No, evo. Ne, to smo imeli pa... Je fajn, da daš skozi fazo zapravljanja, zato da vidiš, da te v resnici ne osrečuje. In potem, ko to vidiš, ok, ugotoviš, da dobro smo probali, zadosti, gremo naprej. Ja, zapiši si tole. Jaz sem zdaj kar preskočila, ker eno... Lahko sem še nekaj izvolil. Sam to, da vprašam, da mi ne bo šlo z glave. Jaz sem zadnjič šla k enemu kmetu, ki nam za naše lame malo da koruze pa tako, in se meniva in ga tako vprašam, kako pa zdaj, pa ja, je rekel, 3-krat so cene šle gor in tako, in pravi, ja, za umetna gnojila, pa jaz takole rečem, ne, seveda, ker sem vsa zelena, a so umetna gnojila res nujno potrebna, ne, se imate tam, mislim, krave pa vse to, prav, ne veš, zanimivo, hočem reči, odgovor mi je dal, je rekel, Zvezdana, za mene jih ni treba. Je rekel, jaz na moji njivi ne delam tega, je rekel, za tista mesta moramo poskrbeti, oni bojo lačni. A veš, to je ena taka zelo modrost, ki se zdaj takole, kot en zvonček malo oglaša, ne? Glede na to, da jaz, ki tukaj živimo in si se sama pridelam, ne, se pravi za celo družino hrano in ves čas poslušam, predrago, to se ne splača, to te spet nekdo nateguje. Ne, sej, samo skrba ni najcenejša, je pa najboljša. Najboljša. Ja. Ampak pač malo manj ješ, ne?
Mislim, ne, jaz ves čas rečem, namesto da ti tam eno junk hrano kupiš, razumeš, pocen pač malo kaj, ne kupiš naprimer 3 ne vem česa, 3 kile sira, ampak kupiš pol kile sira, mislim pa greš na sprehod, pa imaš divje rastline, pa se tako naješ. No, pa itak Okej. jemo preveč. Ja. Če se pogovarjamo Jaz mislim o tudi, da hrani, jemo tudi preveč, to, ne, na nek mislim, način, a? Najhuje je takrat, ko jemo iz dolg časa. Tisto je najhuje. Ker če si zaposlen in če ti ni dolg čas, ne rabiš toliko jesti, to drži. Ampak bom prišel reči do druge točke. Jaz mislim, da če je hrana zdrava, zares zdrava in tle pridemo do ekološkega kmetijstva, takrat dejansko organizem potrebuje bistveno manjši vnos hrane, bistveno manjši, ker je bogatej. bistveno boljše se počutiš, ne samo placebo efekt, dejansko se boljše počutiš in glej zlomka, bolj zdrav si, torej imaš manjši družbeni strošek. Tako. Ne? In ko to enkrat ponotraniš, ugotoviš, da pa vse to je čisti win-win, pa dajmo se vsi truditi. Pa narobe pa sem to, da si mislimo, ali, da je to črno-belo, ali 100% tako, ali pa nikoli. Ja, Ne? ja. In potem se v bistvu samo omejujemo. In to je narobe. Tu čez en dan na teden začneš, pa se reče, danes bom imel tak dan, zdrav dan. Ja, to je res, ja. Je to boljše, kot da nimaš nobenega, ker se trudiš, da bi imel cel teden, pa ne zdržiš več, pa prešaltaš nazaj in se ne zmakneš več. Tako da je jaz te imenujem moč navad, se je cel kup knjig na to temo, ampak če si uspeš posamične navade, take majhne, ki so pa pozitivne, dati na svoj urnik, pa se jih navaditi in prav pri prehrani je to tipičen primer, ne? To je največ, kar lahko narediš za sebe. Kar se pa tiče kmetijstva na splošno, je pa res to, ne, da prvič je pšenica, je zdaj tista, ki je zmanjkala, pšenica je bila namenoma primarno za krmo v Sloveniji, ne, sej ni za Za nas, peko. ja, Ne? za peko, ja. Tako da tle bo kar nekaj izzivov, na eni strani gnojila, zdaj lahko se subvencionirajo gnojila na začetku, super bilo, ko bi jih subvencionirali na način, da bi vseeno se začeli premikati proti ekokmetijstvu Tako. in trajnostnemu kmetijstvu, ker je to tudi boljše za krajino, za podtalnico in tako naprej. Je pa pri kmetih, to so me pa sami podučili, pri kmetih je pa tako, rečejo, jaz imam strani države Evropske unije, imam predvideno sredstva za to in to. Jaz vse, kar rabim, je, da imam predvidljiv dotok denarja. Če je predvidljiv, vi mi povejte, kaj hočete in če bom jaz imel predvidljivo odjem, pa pritok bom jaz to delal. Zakaj? Pa ne, da bi podcenjeval kmete. Oni so se prilagodili na nek način podjetniški miselnosti. Se pravi, imamo odkup, imamo cene, če nam država reče, da mi bo dala največ na tem, ker se mi to splača, bom jaz to počel. Torej v resnici se vrnemo, kje je zdaj ključ do uspeha, je v državi. Ko bo država pretvorila te iste ključe v smeri, delajte nekaj drugega, bojo to dejansko tudi oni začeli delati. No, mi smo naprimer v tej mreži ekokmetij in jaz nikoli ne pozabila, jaz žal bom izkoristila ta trenutek, mi imamo lame, si videl, ne? In ko si v tej mreži, tudi v tej kmetijski mreži vsega tega, naprimer prijavimo, imamo 12 lam, lame niso rastlinojede živali in ne grejo v to neko kvoto noter in se lahko ti slikaš, preden bo nek uradnik pomislil ali karkoli naredil, da bo rekel, da so mislim, vse lame jejo travo pa listje, mislim, ker pač hočem reči, te sistemi, togi sistemi, Togost je to problem. Ja, kako boš ti, meni se ni dal kregati, pač niso rastlinojede, pa adijo, ne? Ta togost je velik problem slovenske birokracije. Zato nekateri govorijo o debirokratizaciji, ma ni stvar, da moramo imeti manj birokratov. Problem je, ker so pravila preveč toga in se jih potem držijo preveč togo. Ja. Jaz bolj pravim, da jih treba tudi birokrate opolnomočiti, pa jim dati odgovornost, da bojo znali sprejemati odgovornost, kdaj pravila relaksirati, ker je to prav, ne ker bi nekdo to tako predpisal in potem se tega držati. Ampak to, da bi nekdo rekel, se to posod. Jaz verjamem, da je tako prav, zato sprejemam odgovornost, da bom to naredil. Ko bomo do tja prišli, jaz bom dal ta zgled v politiki, boste že videli. Jaz bom prišel tja in rekel, verjamem, da je tako prav in zato bomo tako naredili. Sprejemam odgovornost. Ta preskok v glavi, ki ga imaš v poslovnem svetu vsak dan, v javnem življenju pa se ga vsi izogibajo, to bo največji kulturni šok, če hočemo obrniti javni sektor, katerikoli, sem v tako. Zdravstvo javno je tipičen primer tega. Ali pa šolstvo. Ne, sej. Ampak
opolnomočenje posameznika, kjerkoli, da reče, sprejmem odgovornost, ker verjamem, da je to prav. Ne, ker mi je uni predpisal, pa sem čakal, pa nisem vedel, kaj narediti, ker mi ni predpisal. Ja. To so najbolj taki izgovori. Ja. Povej, kaj verjameš. To je ful težko, mislim, jaz si predstavljam, jaz sem zdaj za šolo, ne. Jaz ne mi narobe razumeti, jaz imam rad šolo, jaz se rad učim, jaz res, sej vidiš, mislim. Ja, zdaj, ja. Ja, se skozi jaz učil, ne, ampak. Tisto, kar te je zanimalo, ja. Ja, ne, v šoli, jaz pri teh ljudeh opažam, da so se vdali, da jim tudi ni do tega, da bi prevzeli odgovornost. Kako recimo v šoli en učitelj prevzame odgovornost, če more nadreti kakšnega mulca? Kakšni so zdaj mulci v šoli, recimo, ne? To je tak konkreten primer, ne? A veš, kako boš to naredil? Ker se mi zdi, da smo definitivno preveč popustljivi do mulcev. Moja hčerko, veš, že 10 let staro in zdaj ga to začel zanimati, ne? Ja, ne, ampak ta odgovornost se mi zdi, da beseda leta, no, ali pa kar desetletja. Ja, odgovornost je v bistvu tudi jaz jo ves čas ponavljam. Kako si pa, zdaj bom pa kar spet preskok naredila odgovornost, da bomo do odgovornosti prišli. Kakšen otrok si bil pa ti? Mislim, da si bil priden, si vse poslušal. Niti najmanj. Ne? Niti najmanj. Jaz sem imel srečo. Sem bil pameten. To ni zasluga. Ker to ni bilo zaradi tega, ker bi se jaz rad učil. Pač sem imel srečo. In ker sem se v šoli zelo dolgo časa, sem bolj šprical, ja, že v 3. razredu in po svetoviji, da se dolgočasim in potem sem začel preskakovati in tako naprej, ampak to ni stvar zasluh. To si ne moreš lastiti. Kot talent, ne? Ja, ne, še huje je. S tem se rodiš in potem je samo od tebe odvisno, kaj boš s tem naredil in če boš naredil tudi kaj koristnega, še za koga drugega razen zase. In ta prvi korak je, da sprejmeš, da ti je to od nekoga dano, da za to nisi ti zaslužen in če si ti nekdo to dal, potem je tudi prav, da to nekomu vrneš, komu drugemu, ki tega nima. Tako da, ja, dobro je, da sem imel srečo. Tu si se pa zdaj že dotaknil nečesa, kar sem tudi jaz Maju rekla. V bistvu, se veš, tista svetopisemska zgodba, da Bog ti je dal talent in tvoja dolžnost je, da to izkoristiš, ne? Kaj pa ti sploh misliš o duhovnosti, glede na to, da je to duhovno, duševno zdravje? Ne, jaz se ne pogovarjam. Mislim, jaz od besedičen duhovnosti imam tukaj gor. Namreč, to je direktno povezano z odgovornostjo, ne? Z tem, da spoznaš sam sebe. To, kar si ti zdaj rekel, jaz sem vedel, Spoznal sem, nisem vedel. Spoznal si. No? Ja. In si se tega zavedel in si bil hvaležen. Mislim, to je v bistvu... Ampak sem rabo dosti časa. Koliko pa si rabo? Ne vem, to rabiš, tam recimo do 30 leta skoraj. Takrat sem se zares zavedel tega. Pa dobro, dobil sem še eno brco urit spet od nekoga tako pri otrocih. Zato sem se zamislil, da mogoče pa nisi na pravi poti, sprav se k sebi. In sem se spravil. Včasih rabiš brce, da se zaveš tega, kaj je v resnici, da ti gre predobro. In da zdaj nisi zato tukaj, da ti bo šlo predobro, ampak zato, da boš sodeloval v širši skupnosti in prispeval po svoje. Tako da, ja. Ampak okej. Se vrnem na duhovnost, kaj je lažje, da ne bomo zdaj tle preveč duhovičili o... Ne. Duhovnosti. To se ne da duhovičiti. V bistvu je vprašanje, ki se mi zdi, da mora vsak pri sebi priti do tega in se z leti seveda razvija ta odnos, ne samo, da spoznavaš sebe in vsak ima svojo pot. Eni grejo preko vere, drugi grejo preko spiritualizacije, karkoli že. Jaz, ki sem bolj v podatke pa v znanost, sem šel zanimivo bolj preko nevroznanosti. Ja. Na koncu pridemo vsi do istega. Ja. In to je tisto, kar te pol da misli, da očitno, ne, ni važno po kateri poti, končaš na isti točki, zdaj eni to imenujejo, verujem v vsemogočnega, drugi v vesoljsko karmo. Ja. Ne, bom citiral Einsteina, ki mi je všeč, on pravi, da v vesolju je ena sila, ki je nihče ne razume, pa vse povezuje in to je ljubezen, ne? Torej lahko verjamemo v ljubezen. Ja? Ja. Vseeno je, kako to imenujemo, ne? Ja. Pa vsaka vera po svoje. Na koncu vsi pridemo do tega, da nismo samo meso pa kosti. Samo fizično, se pravi. Sploh ne, ja. Ampak da je očitno v nas nekaj več. Ne? In to je tako, ko si tudi po znanstveni poti priješ do podobnega ali do istega spoznanja, je tako precej
rekel, wow, zanimivo. Eno področje, kjer ga res lahko raziskuješ. Moja izkušnja, namreč to sem hotela že prej. Ti si se ukvarjal z energijo, z električno energijo, poznamo vsi naprimer Teslo in tako naprej. Jaz pa sem začela o tem razmišljati tudi šele zdaj, na zrela leta, zaradi česa, ker stojim na odru in čutim to energijo, se pravi ta pretok med publiko, med sabo, med tabo, kako se z enim človekom tako razumem, kako se z enim, ne, mislim, to vse. To pa res prezleti. Občutljivost, se pravi, da človek razvije receptorje za sprejem energije, jaz to res občutim tudi jaz zelo. Zdaj, ko hodimo po Sloveniji, to je fantazija, ne samo zato, ker je lepo vreme, ampak energija ljudi, ki ti jo dajo tako. Ja. Pa pol časih meni je najbolj fajn, ker človeka primeš za roko, pa nimajo mrzle, pa jim daš malo nazaj, pa so vsi zadovoljni, drugi imajo tople, pa jim pobereš, pa neč slabega ni v tem. Kako v bistvu lahko dejansko kroži s tem in kako se ti to pozna na počutju. In to direktno, ne samo začasno, pa tako naprej. Ja, ker v bistvu naprimer, jaz se nikoli ne pozabila, ko sem prvič nastopala pred 2000 ljudi v Cankarjevem domu, ne, in so se smejali, ne. To je bilo, mene je pretreslo, kako je bilo to lep občutek, da so se, jaz sem igrala nekaj smešnega in oni so se smejali in ta smeh se je valil in jaz sem bila najbolj srečen človek na svetu. Ne, zato ker vibracije so v resnici oblika energije. Ne, se to tudi muzika, no. In vibracije so tiste, ki ti dejansko, odvisno od kakšno zgradbo telesa imaš, ti sprožajo v tebi celotne procese, od kemijskih do kjerkoli drugih. In seveda potem tudi hormoni delujejo. Zelo na podlagi vibracij. Vidim, da se tudi malo spoznaš na to, a tako bereš kakšne knjige ali se s kom pogovarjaš? V glavnem berem. Kjer je pa? To sem hotel. Vse živo. Ne, nič takega poduhovljenega, prosim lepo. Ne, vse v redu. Ampak kjer je knjige? Ne, različne knjige berem. Zdaj, ker sem imel še več časa, ker zdaj je politike groza, sem imel vedno 3 knjige. Pa ena je bila fantazijska, ena je bila znanstvena in ena je bila v smeri organizacijskih ali pa psiholoških dognanj. Top. Super. Ena je bila za firmo, ostali 2 sta bile za, ko bi rekel temu, za domišljijo. Ja. No, zdaj pa smo pri domišljiji, to sem tudi hotela vprašati. Jaz opažam, naprimer, včasih me pa mogoče tega malo strah. Velikokrat slišim, da naprimer ljudje govorijo, nam so, naprimer s filmom Matrica, ki je najbolj tak znan, že napovedali, kaj se bo zgodilo. Ne? In naprimer, kaki umetnik, una Madonna, poje neko pesem in ima tam neke križe in ona je že predstavnica, ne vem, nekih črnih sil. Kot da bi ljudje, kot da so ljudje pozabili, mislim, mi smo umetniki, mi si izmišljujemo. Mislim, tisti, se pravi, Matrico je naredil en umetnik, ki je imel neko, ne vem, neko domišljijo z nekim realnostjo povezal, to ni res. Knjiga je bila tudi. Pa tudi knjiga, ja. Hočem reči, kada bi ljudje zgubili, kaj je res, pa kaj ni res. Mislim, umetniki ustvarjamo lahko tudi na hude, zlovešče napovedi, naprimer temne filme ali pa predstave, ampak to je vse stvar naše domišljije. Si opazil to, da kada ne bi več vedeli, kaj je res, pa kaj ni res? Ja, zdaj po svoje je situacija s COVID-om to tudi poslabšala. Ravno to presojo. Ali pa če hočemo strah, vseeno, kot to imenujemo. Ja, ampak... strah pred tem, da se nekaj dogaja, kar je izven polja zaznavnega in na to ne moramo vplivati, seveda. Ampak jaz sem optimist, seveda, in ne verjamem, da je situacija tako huda, ker verjetno se potem bi o tem malo manj pogovarjali. Malo se hecam. Je pa res, da domišljija praktično nima meja. Ja. In to je tisto, kar nas tudi v resnici dela drugačne od naših zlatih živali, ker znamo izven obstoječega sveta povezovati pojme in jih ustvarjati nove. Pravi, izmišljamo si tudi stvari, ki v realnem svetu ne obstajajo. Pa to ne pomeni, da potem realni svet temu sledi, ampak da je naša domišljija, tako kot vesolje, dejansko neskončna. In to je super, ko to sprejmeš, da je domišljija neskončna, to je za mene eno veliko darilo. Pa se to je tudi tisto okno, ki nas, naprimer, mi zdaj prihajamo v svet digitalizacije, algoritmov, vsega, ne? To je že tukaj. Kaj se mi o tem pogovarjamo? Kaj pravite o tem, kaj so Kitajci, kaj so naredili, kaj so omejili digitalne medije, sedenje z računalnikom in tako naprej? A se to zdi prav ali ne?
Jaz ne verjamem v represivne ukrepe kot nekaj, kar bi samo po sebi lahko na dolgi rok spremenilo navade. Ne. Na dolgi rok spremenilo navade. Represija potlači navade, ampak takoj, ko jo odmakneš ali pa ko najdejo ljudje obvode, se bojo tja vrnili. Jaz isto mislim. Sam verjamem pravilno kombinacijo palice in korenčka. Spravi, postaviš omejitev, ki je ne, po domače, ali lahko reko ustaviš? Ne moreš jo ustaviti. A jo lahko skreneš tok, brez problema. Postaviš oviro in to je palca. Nočem, da greš sem. Kaj ti pa daš možnost, kam pa ne gre reka, ne smeš prepovedati vse pretoke. In zato pravim, ministro je pri teh represijah, če postaviš represijo v smislu vzgojno, da samo skreneš obnašanje in navade, potem to lahko deluje. Samo s prepovedjo ne narediš dosti, ker prej ali slej vsaka... Saj možen je samo v totalitarnem režimu to, ne, ampak tako. Followajte nas, like, share, subscribe. Aha. Po slovensko povej ti. Vedno pozabim, kako že? Naročite se na naš kanal. Naročite, subscribe, no. Ja. Ampak Pa kakšno vprašanje lahko napišete ali pa kakšno mnenje svoje. Tako, no. ja, pa Da smo razširite interaktivni. obzorja. Vse. Jaz imam, na primer, eno izkušnjo, se mi zdi, to sem tudi šele z zrelimi leti videla, da vsakokrat, ko začutim, da mi nekaj ni, da imam hočem, da nekam spada neko mnenje moje v predsodek, kadar grem direktno vanga in ga raziščem, da me zna zelo včasih veliko naučiti oziroma presenetiti. Prav naučiti. Okay. Ne? To pomeni, da predsodki, kaj je prav, pa kaj ni prav, zdaj navezujem na to represijo. Ne? To spet spada v tisti bazen, kjer jaz mislim, da nič kaj dosti ne možeš doseči pri ljudeh. Ne? Ampak najboljše, da se ne ukvarjaš s predsodki, ampak jim pokažeš boljšo pot. To je najboljša varianta. Ker ljudje smo taki, da hočemo, kdaj se mi z nečim poistovetimo, ko to izberemo. Ja, in zakaj izberemo? Zdaj imaš dve možnosti. Eno je neskončna možnost izbire kot potrošništvo in smo si nesrečni. Ja. In druga možnost je, imaš eno izbiro, kar si enako nesrečen. Ja. Najboljše variante so, ko imaš obvladljivo število, 2, 3 in na ta način lahko ljudi, tako smo prej govorili, zelo na lep način, načusiljiv, skozi njihovo izbiro spravljaš iz nezaželenih vzorcev obnašanja v zaželene. Tako da in s predsodki se enako lahko boriš. Postaviš na izbiro, boš šel po poti predsodkov, stereotipov, Ja. ali boš izbral nekaj drugega, novega, ki ima nek drugačen izid lahko možen. Tako da izbira je zelo pomembna. Človeku može dati izbiro in zato pravim, da se vrnem na represijo. Ko ti rečeš, nimaš izbire, samo tako, Ja, pol si konc. možgani tega ne sprejemajo kot to je moje, to mi je bilo vsiljeno. Vsiljeno deluje en čas, strah deluje en čas, ne? Vse je logično. Prej ali slej, vse človeška zgodovina to kaže, prej ali slej Tako. najdejo ljudje naokoli. Vedno najdejo. Vedno najdejo. Jaz moram tudi reči, da naprimer, kadar vidim, da se kakšen človek znajde pri golfanju, naprimer tehle, zdaj bo to bogokletno, ampak jaz mislim, da ta iznajdljivost, ki ti zakon zaobideš, v bistvu kaže na brihtnost ljudi, ne? Na nek način, hkrati pa je tukaj manjko tistega, kar smo mislim, da 30 let skozi šolo, če gremo nazaj, pozabili, da krepimo ta občutek, kakšen frajer si, če si pošten. Pa kako Zato, je. ker ni nujno, da enačimo spoštovanje zakonov s poštenostjo. Ker smo mogoče razvili, da je zakonov preveč, ne moreš preživeti, brez da jih kršiš, in potem jih vsi kršimo in tekmujemo tem, kdo bo večji frajer pri kršenju. Namesto bi se vprašali, zakaj sploh zakon imamo, kaj je bil namen. A je bil namen to, da bomo delali dobro za skupnost in potem zasleduješ namen, ne pa da se izogibaš paragrafu zakona. Tlej smo zelo na tankem ledu in v Sloveniji imamo preveč tega prenormiranosti, pol pa se ljudje dokazujemo državi, da smo bolj pametni od nje. To imamo v genih. Martin Krpan ni slučajno naš nacionalni junak. Okay? Mi z veseljem dokazujemo državi, ker država kao ni naša, čeprav v resnici zdaj jo imamo prvič, ampak mi še vedno uživamo, da ji dokažemo, da smo pametnejši od države. Ne? In zdaj, ko bomo naredili ta preskok in bomo rekli, ne država smo mi,
ne rabimo sami sebi dokazovati, da smo pametnejši od sebe, ampak sprejmemo nase odgovornost, da bomo iz države naredili skupnost, v kateri bomo vsak po svoje prispevali, pol bo boljše. Tako da 2 mandata pa smo tam. Ja, mislim, to je res dolgoročno delo, ne? Jaz sem danes, ne vem, zakaj mi je na to šolstvo. Vidim, da si ti kar navdušen, Jana. Ja, jaz sem že tudi, ker sem bral malo, pa tako sem bil navdušen in predvsem se pravim, tisto sporočilo odprto od delavcev tvojih me je presenetilo, ker jaz sem tudi enega drugega gospoda, podjetnika, zelo občudoval včasih, ker sem vedno rekel, tako kot si rekel sam, vsak lahko imaš ti kukar čaš, dokler so tvoji ljudje zadovoljni, dokler so srečni, pridejo v službo in tako naprej. Šolstvo, to mene zanima. Meni se zdi, jaz iskreno, jaz imam osnovno šolo končano. Jaz sem nič koliko podjetij zaštartal, probal, zdaj mi končno gre malo boljše. Ker sem se naučil. Knjige berem, tako kot si tudi sam rekel, jaz imam tudi 3 knjige skozi. Imam eno domišljijsko, eno strokovno in eno, ki me, eno duhovno. Pol leta pomivalnici, kjer je 300.000 krožnikov pomival mest, tako da je imel. Jaz sem vedel, kam, mislim, imam to naravno uro, da me je zbil nazaj in sem rekel, grem se postaviti za začetek. Kaj bi zdaj šel? Fora je v tem, kako bi se pravi, najlažje spremenimo nekaj, če začnemo pri otrocih. Absolutno. Ja. In meni se zdi, kaj bi naredil ti, da bi v šoli, recimo, jaz nisem imel pojma o politiki. To ni nujno najslabša. To ni nujno najslabša stvar. Meni se zdi pomembno, zaradi tega, ker moraš vedeti, kaj je, kdor ne pozna zgodovine, je obsojen, da jo bo ponavljal. In zato se mi zdi, da je dobro, da vemo politike. Jaz nisem vedel, to sti klasični, nisem vedel, kako izpolniti položnico. Nisi vedel, kaj je to denar? Nisem vedel, kaj je to denar. Se pravi, sem bila slaba mama, ne? Nisi bila slaba mama, zato ker sem... Ne, se zanimam za slabo mamo. Jaz imam naložen druge svojo vrednost. Jaz ne rabim imeti v žepu kartice, da vem, kaj je moja vrednost. To si me ti naučila. Wow. Ampak, ja, kako si ti predstavljaš, kaj bi lahko naredili na temu? Da bi bila šola boljša. Da bi bila šola, ne šola zvezkov, ampak šola za življenje. Kje začnemo? V osnovni šoli, prej ali kasneje? Jaz v osnovni šoli, ker jaz recimo tudi to se mi zdi, da meni tudi niso izobrazili o tem, da bi vedel, kaj je razlika med srednjo šolo in gimnazijo. Če bi šel na srednjo šolo, tako kot si mi rekla, na lesarsko, bi bil lesar, mislim, bil zadovoljen, še zmeraj bi bil jaz. Na gimnaziji me je pa odpeljal, ne? Prosti. Ne. Jaz bom šel namenoma v vrtec, zato ker se mi zdi, da osnovne karakterne lastnosti otrok razvije dejansko v vrtcu. Takrat, ko gre prvič med ljudi, v socializacijo, v vzgojni proces. Ker vrtec je kar precej vzgojnega procesa. In na tem področju, žal, smo premalo izkoristili, imenoval napredne pedagoške metodologije. Sam izjemno cenim in verjamem delo Marije Montessori, ki je absolutno premalo prisotna v našem vzgojnem procesu. Začne se pa v vrtcu. V šoli je že malo pozno. Zakaj? In v resnici je Montessori na nek način antipod Waldorfske šole, ki pa je prisotna v Sloveniji kar precej. Zakaj je meni tako všeč? Zaradi tega, ker v bistvu združuje eno stvar, ki je na videz nezdružljiva, paradoksalna, pa deluje. In združuje popolno svobodo otroka znotraj discipline. Spravi otrok znotraj reguliranega okolja, skozi svobodno izbiro, izbire, razvije notranji red in disciplino. Spravi tup. Mislim, meni je, zdaj ko govorim, se sliši tako, pa to ni možno, je možno, ker sem to doživel na svojih otrocih. In je ta vzgojna metoda tista, ki v resnici vzgaja odgovorne in opolnomočene posameznike. In to je tudi ta metoda je najbolj primerna ravno za to. Vzgojiti opolnomočenega in odgovornega posameznika, ki mu ni težko reči, to je prav. Ker je od 2. leta starosti navajen, da on izbira, kaj je prav. Kje se on najboljše počuti znotraj okolja, ki je definirano. In zato razvije popolnoma brez problema sprejemanje odločitev, odgovornosti itd. Nikoli pred ničemer ne beži, nikoli nobenih pravil ne izigrava, ker pravil ni. Pravila so samo meje, noter pa ni pravil.
Ja, poznaš to? Mislim, to In bi bilo dobro, da si sami pogledate in da se mal... Res priporočam, zdaj nekaj vrtcev je na to temo v Sloveniji, vedno več v resnici. Jaz bi bil strašno vesel, ko bi to metodo tudi v kurikulum, izbirnik, kakorkoli, v javnem šolstvu upeljali, ker danes po mojem vedenju tega ni v javnem šolstvu, pa je interes tudi med učitelji in velik. Je pa res, da pol trčiš do problema, ker je banalnost. Če hočeš imeti tako šolo, moraš imeti dovolj veliko število učiteljev. Ker ne moreš imeti samo enega, ker tam žrebajo. V naši šoli, osnovni, žrebajo, kdo bo imel kateri razred med učitelji. In seveda ti, če žrebaš, imaš enega Montessori ali 2 na 10, ne moreš učnega procesa temu prilagoditi. Ampak to je recimo en primer, ki je kako spremeniti, če bi res zdaj si rekli, danes smo tukaj, kako priti sem gor, je to pot, ki bi jo jaz sam izbral. Kaj pa ta privatizacija v šolstvu? Privatizacija je... Jaz nisem nasprotnik privatnega kapitala kar tako. Spravi, zasebna lastnina je čisto v redu, če se jo pelje z pravimi cilji. Kadar se pa ne pelje s pravimi cilji, takrat pa lahko postane zares problematična. Zdaj v Sloveniji nekega resnega zasebnega šolstva, mislim, realno gledano ga nimamo. Zakaj? Ker edino zasebno šolstvo, ki ga imamo, je bolj ali manj vezano na rimsko-katoliško cerkev. Zato govoriti o tem, da imamo mi zares privat šolstvo, je bolj tako. Pa itak je financirano od države. Govorim o osnovnem šolstvu, pa o srednjem šolstvu. Ja. Ampak tukaj še obstaja, ker je tako malo zasebnega, je še neka normalna kohabitacija. Medtem ko pridemo na nivo visokega šolstva, tam je pa kaos, tam pa privatizacija, ki se dogaja, ki je zelo intenzivna, definitivno ne prinaša kvaliteti. To pač verjamem, jaz sem skusil nekatere... Ti si bil tudi profesor, ne? Ja, na začetku svoje kariere sem bil profesor, in sem še kar dobro poznal ta sistem in tam pa prisegam na dobre javne univerze. Res. So tudi nekatere izjeme, so razmerno ozko usmerjene, ki niso državne in ki ti dajo dovolj visok nivo znanja, ampak zaradi velike koncentracije ljudi z znanji, ki jih potrebuješ za kvalitetno fakulteto, je tega bistveno manj, kot imamo zasebnih fakultet. In s tem, ko se je ta poplava ustvarila zasebnih fakultet, res smo znižali nivo znanja, ki ga posredujemo študentom in študentkam. To je škoda. To sem tudi slišala. In zdaj bom za konec seveda prišla na svoje področje, Maju pa, da ti ne bo dolg čas, ampak ti ne bo, ker ti imaš rad gledališče pa kulturo. Absolutno. Mislim, katera umetnost tebi zavibrira oziroma greš gledališče? Samo ena, ne. Samo ena. Samo muzika. Muzika. Ja. To sem začutil. In to klasična? Ne, muzika. Rock. Kaj pa v gledališče greš? Rabim vibracije. Kaj špilaš? Ne, nikoli. Tako da, jaz sem jaz sem sprejemnik. Na nekaterih drugih točkah sem tisti, ki oddajam. Pri muziki sem sprejemnik, ampak sem tak hvaležen sprejemnik. In kaj misliš, naprimer, mislim, je fajn, če se mi zdi, bi zelo želeli, čeprav smo sicer vedno v gledališču, pa umetniki vedno kritiki aktualnih oblasti, kjerkoli, ne, ampak kreativno. To se pravi, ne kritiziramo zaradi kritiziranja, ali pa nismo ostrogledi, ampak zato, da bi bilo boljše, ne, da bi lažje, boljše živeli. Zdaj se je politika tudi v kulturo zažrla. Mislim, na televiziji, se pravi strokovni sveti, mislim, sploh ni več strokovnjakov, ampak politika odloča, še mal pa bomo, mislim, ko umetnik utihne, ko si umetnik ne upa več nič reči, pol veš, da to več ni dobro. Ja, umetniki ne bi bili najbolj svobodne, ne? Ja, Duše. pa najbolj glasni, ne? Ja, pa najbolj glasni, ja. Nas slišiš zdaj? Ne, bojimo se, ker je... Ne bom trdil, da vas ne slišimo, ker se bojite. Je pa res, da nismo dobili smo bili presenečeni, ko smo se pojavili na politični sceni, kako malo interesa smo zaznali med kulturniki za naše gibanje Svoboda. Zdaj, mogoče tukaj so že vsi opredeljeni za levico, kar je okej, sprejmem, če je to. Če je pa to, da se je kulturna scena pasifizirala, je pa to zelo narobe, ker je bila ena od prvih v resnici žrtev tega režima in med covidom je bila popolnoma zapostavljena in to načrtno. Tako da z tega vidika se zelo čudim, zakaj mogoče ni
niso še bolj glasni. Mi smo ves čas odvisni od šefov. Mi smo, če jaz nisem prijazna, mislim, to je bilo dolgo časa, jaz nisem več v tem noter, zdaj sem dovolj stara, hvala Bogu, tako da starost je super, mislim, zrela leta so super, meni, marsikomu v Sloveniji ne, mi bi rabili 100 ur, da bi se o tem pogovarjali še o upokojencih, ker mislim, ker to pa, ko gleda mamo, pa to je grozno. No, ampak hočem reči, mi smo ves čas, a veš, to naredi strah. Ti si odvisen, če ne boš prijazen z direktorjem, če ne boš prijazen z režiserjem, če ne boš prijazen tam, ne boš mogel delati, mi si pa vsi želimo delati. No, in jaz, ki nisem bil prijazen, ali pa ker sem bil, se ne spremeni nič pri tem režimu. To vam hočem povedati. Tisto, kar hočem povedati vsem, je, da ko pridejo na oblast, taki kot so zdaj, tudi prijaznost ne pomaga več. In je strah pred govorom v resnici v škodo človeka, ki ga je strah. Ne v korist, nič mu ne koristi. Slej pridejo vsi na vrsto. In zato je ful pomembno to, da še preden priješ na vrsto, okay? Pa to jaz govorim, ki sem čakal, prav? Ma sem imel odgovor za kolektiva, tako da recimo, da imam izgovor na pol. Čeprav v resnici nisem toliko čakal, ko zdaj izgleda. Ampak je res poanta v tem, da ko zaznaš določene elemente, ki širijo strah po družbi, je naloga vseh nas v družbi, da ko je čas, ta pravi, to, ko prijemo do volitev, da se takrat aktiviramo. No? In da strah je najhujša stvar in tudi strah je tudi najbolj neproduktivno čustvo. Ja. Jeza je boljša. Ja. Ampak strah je najbolj neproduktivno. Ko si strah, to kot telesu ti ne koristi natančno nič. Takrat otrpneš in takrat si v resnici na milost in nemilost zunanjim okoliščinam. Jaz Plenilcem, da tako najslabše rečem. reagiram takrat, ko me je strah. Plenilcem si na razpolago. Ja, si ti dela, ne? Fight or flight. Ja. Ampak, Robert, to ni samo teh 2 let. To mi že kar... Zdaj pa prijem do točke, ki jo jaz rad imenujem in upravljam pri sebi, ekonomska svoboda. Takrat, jaz mislim, da ni problem pri tebi, da si ti stara, mlada ali karkoli, da se počutiš tukaj tudi ekonomsko svobodna, ker veš, da lahko preživiš in si neodvisna, boš preživela enako, ali boš imela še dodatno službo ali ne. In točka, po kateri se bi vsi mi počutili ekonomsko neodvisni, svobodni, to je tisti utopični cilj, kam ne bi se družbe razvijale. Spravi, vsak od nas je gospodar svoje usode, vsak od nas lahko preživi, ne glede na to, če ima slabega šefa, pa se mu mora zahvaliti, ker bo preživel. Ko pa si sužen, ali pa ko si odvisen od miloščine drugih, takrat pa vlada strah. In to je tista točka, odrezati miloščino, ker s tem odrežeš strah in ljudi osvoboditi, da postanejo ekonomsko in potem tudi sicer tudi drugače neodvisni. Ni enostavno, najlažje je to s tem, da imaš dovolj denarja, tako da ne bom tudi rekel, da je lahko meni govoriti. To je ena pot, ni pa edina pot. Ne? Tukaj, kjer sediva, ni pot v denarju. Tako da so različne poti, kako lahko do tega pridemo. Ne? Včasih se nam zgodi po nesreči, okay. Ampak ko se to zaveš in ko to iščeš, je to v redu. Bom dal en primer banalen. Ko sem bil na faksu pa že takrat, jaz sem imel res žilco, sem imel srečo za ustvarjanje vrednosti in potem seveda denarja. In ko sem bil na faksu, smo imeli takrat študente iz bivše Jugoslavije, to je bilo, to je že 30 let nazaj. Smo jih peljali v Bovec, in jaz sem bil kajakaš takrat itd. In potem mi smo bili vsi sproščeni in te so bili pa vsi, kaj bomo, kaj ne bomo, ker že takrat je bila dol, da se morajo vsi izseliti, ker niso videli perspektive v svoji državi. In potem sem jim jaz odgovoril nekaj, danes se čudim sam sebi, sem rekel, mene nikoli ne bo strah, kaj bi počel, ker jaz lahko vedno tle vozim rafting ali pa se grem canyoning, ker to znam in bom vedno lahko preživel. Seveda, zdaj to se sliši z mojih ust danes malo čudno, ampak tako črpaš notranjo moč. Ker veš, jaz sem vedel že od 25. leta naprej, da se lahko kadarkoli, odvisno od nivoja, osamosvojim in nikoli ne bom lačen. Ker sem bil odprt za različne možnosti. Nisem iskal vedno samo v znanosti ali pa v poslu, ali še najmanj pa v politiki. In v politiko zagotovo ne grem zato, da bi se osvobodil, ampak zelo bom pomagal ostalim, da se osvobodijo. No? Ja, mene si motiviral, da je tudi mene začela politika zanimati. No. Gibanje je odprto, evo, prosim, naše gibanje je odprto, resno. Absolutno ne. Zaradi tega, ker to daje upanje. Tudi če ne bo nič od tega, tudi če samo to poveš. Tudi če samo probamo. Tudi če samo navdihnemo. Ena odličnih knjig je
Sineka nima veze, Sajnek, why se začni z zakaj, ki pravi, jaz sem na svetu zato, da navdihujem druge ljudi, da navdihujejo naprej, da sprožaš pozitivni plas sprememb, ampak v smislu navdiha. Zato sem zdaj tle uživam, ne? Ker vidim, da lahko navdihujem, a ne samo vaju, vse se v bistvu, navdih je vedno tako, da se rola, tako kot energija. Ne? Vse je pretočno, to je danes tema, vse je pretočno. Ja. In moram reči, da sem uživala in da mi je, da bom Bomo naredili še. Naredimo po volitvah še. Ja, ker bi še rada še o starosti pa vsem tem. Glavno, končala bi tako, naprimer, dokler imamo dve roki, začnimo mi tudi pomagati ta trenutek spreminjati življenje z tem, da verjamemo v to, tako kot si prej rekel, dokler imam jaz dve roki, mi ne bo težko, ne? Zato, ker so vse možnosti odprte, a ne? Drži. Končamo? Ja. Pejte volt! Pejte volt, nujno. Nam je čisto vse en, koga sam, da pokažete, mislim, da se odločite, kaj hočete. Ne? Da se odločite, kaj hočete. Like, share, subscribe. Hvala, Robert. Hvala, Robert. Hvala.